V imenu Centra za transfuzijsko medicino bi se najlepše zahvalila dekanu in univerzi, Mariborski univerzi ter predvsem medicinski fakulteti, da nam je omogočila, da opravljamo odvzeme krvodajalcev v teh težkih časih, ki so zdaj, upajmo, za nami, da lahko opravljamo to varno. Varno za krvodajalce, pa seveda tudi za zaposlene. Epidemija, ki nam je povzročila kar veliko težav in skrbi. Krvodajalci v tem času namreč nekako se niso čutili varni znotraj Univerzitetnega kliničnega centra. Lokacija našega centra je namreč neposredno pod urgentnim centrom, kjer so skrbeli za bolnike z covidom. Zaradi tega smo potem izselili najprej odvzem krvi na srednjo zdravstveno šolo, ki nam je zelo prijazno ponudila svoje prostore. S prihodom maturantov smo se pa potem s privolitvijo medicinske fakultete preselili v te lepe prostore. Prostori nam omogočajo varen odvzem, zadostno razdaljo, prezračevanje in dober pristop, tako da se vsi skupaj počutimo zelo varni in se vsi skupaj zahvaljujemo medicinski fakulteti, da nam je to omogočila. Univerza v Mariboru ima dolgoletno tradicijo na področju krvodajalstva. Tako tudi v času koronavirusa so tako zaposleni kot študentke in študenti aktivno sodelovali pri akcijah zbiranja krvi. Saj se zavedamo, da je to eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja življenj. Tudi sicer je v času koronavirusa univerza sodelovala z Univerzitetnim kliničnim centrom in nudila vso potrebno pomoč tako v opremi, prostorih, kot tudi v kadrih. Veseli smo in ponosni, da smo skupaj lahko storili vse potrebno za to, da smo uspešno premagali korona krizo. Torej, naša učna baza je najbolj pomembna seveda Univerzitetni klinični center Maribor. V teh težkih časih COVID-19 smo seveda z veseljem priskočili na pomoč, najprej z nekaterimi aparati, torej z ultrazvočnimi aparati, vsaj dva smo, mislim, da posodili za tiste izjemne situacije, in pa še nekateri drug aparat za laringoskopijo. Seveda smo torej kot fakulteta z svojimi laboratorijskimi kapacitetami, zlasti na področju mikrobiologije, sodelovali z UKC-em in pa seveda zdravstvenim domom in pa Zavodom za zdravstveno varstvo, predvsem pri raziskovanju genetskih karakteristik tega virusa, ki je prizadel, kot veste, pravzaprav ne samo Slovenijo, ampak tudi praktično cel svet. No in sedaj smo pa v prostorih večje predavalnice in našega bifeja za študente, ki smo jih, kot vidite, preuredili za potrebe oddelka za transfuziologijo UKC-ja, in upam, da so torej ljudje, ki delajo v tem laboratoriju, zadovoljni s temi prostori, ki jih bomo pač nudili recimo za prihodnost, za nekaj mesecev sigurno, za te potrebe, dokler se zadeva v UKC-ju ne uredi. Torej, to je naš skromen prispevek k reševanju teh večjih problemov, ki jih je UKC pravzaprav v teh zadnjih 3 mesecih imel. In seveda, še enkrat, če bodo še kakšne druge potrebe in če bomo lahko, bomo seveda sodelovali in pomagali. V času, ko COVID kriza počasi izzveneva, je čas za zahvale vsem našim partnerjem, sodelavcem v času najhujše epidemije. Gotovo eden zelo pomembnih tudi medicinska fakulteta, ki nam je v najhujših časih odstopila prostore za delovanje našega Centra za transfuzijsko medicino. Od srca se zahvaljujemo za to. Poleg tega nam je medicinska fakulteta priskočila na pomoč tudi z aparaturami, tako ultrazvočnimi, videolaringoskopom in tako naprej. Hkrati pa bi se rad od srca zahvalil tudi številnim študentom medicine, ki so v času COVID epidemije kot volonterji delovali v našem kliničnem centru. Njihova pomoč je bila in še vedno je neprecenljiva. Skratka, od srca hvala medicinski fakulteti in Univerzi v Mariboru za odlično sodelovanje. Upam, da ne bo tega potrebno obnavljati v naslednjih mesecih, če pa bo potrebno, pa smo prepričani, da imamo zanesljive in odlično usposobljene partnerje.
Zaloge krvi so se na Centru za transfuzijsko medicino Kliničnega centra Maribor v zadnjih mesecih, v zadnjih dneh nekoliko upadle. Povečuje se namreč izdaja krvi, torej potrebe se na vseh oddelkih zaradi povečanega dela in skrbi, da se nadomesti to, kar je bilo v preteklih mesecih nekako onemogočeno, se poraba krvi povečuje. Po drugi strani so naši krvodajalci spet začeli v večjem delu prehajati so se vračati na delovna mesta in zato je število krvodajalcev nekoliko ponovno upadlo. Zato pozivamo vse krvodajalce, da se odzivajo na prošnje oziroma na SMS-e in vabila, ki jih pošiljajo predstavniki Rdečega križa, da se odzivajo na njih, da nas pokličejo. Pomembno je spet še vedno poudariti, da nas pokličejo. Z klicem namreč opravimo razgovor o njihovem zdravstvenem stanju in dobijo uro prihoda. S to uro prihoda nam v bistvu omogočijo, da zagotavljamo razmere na sami krvodajalski akciji, kot so potrebne. To pomeni razdalja, da ni več ljudi v določenem prostoru. Zato prosimo in pozivamo krvodajalce vseh krvnih skupin, da se v prihodnjih dneh v večjem številu odzovejo na pomoč.